V sodobnem svetu, kjer se zdi razvoj medicine neomejen, poteka tiha bitka, ki vsak dan prizadene milijone ljudi. To je kompleksen svet oskrbe kroničnih ran. Skušali bomo osvetliti ključna, a pogosto spregledana vprašanja pri oskrbi ran. Podali se bomo na pot, na kateri bomo odkrivali izzive in težave, s katerimi se soočajo osebe s kronično rano. S pomenljivimi zgodbami in mnenji strokovnjakov se bomo poglobili v življenje bolnikov, njihovih svojcev in zdravstvenih delavcev. Razgrnili bomo fizično, čustveno in finančno breme, ki ga kronične rane predstavljajo. Ko kamera vzame pod drobnogled rane in z njimi povezano problematiko, odkrivamo svet bolečine, negotovosti in obupa. Od diabetičnih razjed na stopalih do poškodb zaradi pritiska. Vpliv kroničnih ran seže daleč in zaznamuje življenje posameznika. Ne ustavimo se le pri bolečini, temveč sledimo najnovejšim dosežkom tehnologije za oskrbo ran in inovativnim metodam zdravljenja. Predstavljamo napore strokovnjakov z področja kroničnih ran, ki si prizadevajo izboljšati in omogočiti višjo kakovost življenja prizadetim osebam. Kronične rane skozi objektiv nas seznanja o razsežnosti problema. S starajočo se populacijo in naraščajočo pojavnostjo kroničnih bolezni je nujna učinkovita oskrba ran. Skozi deljene zgodbe in mnenja strokovnjakov si prizadevamo za ključne spremembe na tem področju in ustvarjanje prihodnosti, v kateri bo obravnava osebe s kronično rano še učinkovitejša. Odkrimo rane, ki ležijo pod površjem, in ustvarimo svet, kjer se z dobro preventivo in zgodnjim odkrivanjem prepreči marsikateri zaplet. Zdravstvenemu osebju z učinkovitimi pripomočki olajša delo, osebam s kronično rano pa z učinkovito oskrbo omogoči hitrejše celjenje rane ter boljšo kakovost življenja. To so kronične rane skozi objektiv. Kronične rane so vse rane, ki se zaradi motenj celjenja ne zacelijo v časovnem okviru od 4 do najkasneje 8 tednov. Vzroki za kronične rane so ponavadi kronične bolezni. Najpogostejše kronične rane so razjede zaradi venske insuficience ter arterijske razjede, poškodbe oziroma razjede zaradi pritiska, diabetične razjede na nogah in maligne rane. Kronične rane zaradi pogostih zapletov in podaljšanega zdravljenja ter hospitalizacij močno bremenijo zdravstveno blagajno. Prepozno odkrivanje in zdravljenje kroničnih ran zahteva več obiskov pri zdravniku in obravnav na sekundarnem oziroma terciarnem nivoju. Vsaka kronična rana je v bistvu simptom nečesa. To se pravi, da v tem primeru obravnavamo pacienta kot celoto, holistično, sistemsko. Vedno se rana naredi zaradi enega razloga, zaradi enega vzroka. In nepravilna obravnava kronične rane, ali bom rekla nepoznavanje preventivnih dejavnosti, absolutno zna privesti do enega zelo velikega finančnega zalogaja. Ne glede na to, kdo je tisti izvor financiranja, hkrati eno veliko breme ljudi, ki skrbijo za to osebo, varovanca, pacienta, kakorkoli ga že imenujemo, in pa hkrati ne glede tudi na osebo samo. Zdravstveno-negovalni problemi se povečajo. Tako da je treba vedno sistemsko pristopati, holistično pristopati in ena izmed preventivih je ravno to že. To se pravi skrb za svoje kronično obolenje, ki ga imamo oziroma ga ima pač ta varovanec, skrbeti za stanje kože, vsake spremembe, ki se pojavijo, opazovati, pogledati, ukrepati, skrbeti za preventivne blazine v domačem okolju, o kateri stvari bomo še govorili, seveda nekako tudi vključiti vse svojce zraven, edukacijo ustrezno. En kup je teh preventivnih stvari, ki jih mi lahko naredimo, da ali preprečimo, ali pa bom rekla, vsaj nekako umilimo in uspešno vzdržujemo. Lahko rečem, da v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana naša služba kot enterostomalni terapevti se zelo veliko ukvarjamo s preventivo poškodbo razjede zaradi pritiska v naši ustanovi. V ta namen imamo seveda tudi protokol in določene standardne ukrepe, ki jih vedno naredimo že ob samem sprejemu
nekega pacienta bolnika. Torej, štartamo z neko Waterloo lestvico. Waterloo lestvica je ena točkovna vrednost, ki pa nam že pove samo ogroženost pacienta bolnika. Specialistični pregledi in postopki za zdravljenje vključujejo uporabo dragih naprednih tehnologij, materialov za oskrbo rane, hospitalizacijo ter v skrajnem primeru amputacijo, če govorimo o diabetičnem stopalu. Učinkovito reševanje problema kroničnih ran lahko pomaga pri razbremenitvi zdravstvene blagajne. Učinkovita preventiva, izobraževanje in ozaveščanje strokovne in laične javnosti, zgodnje ukrepanje, boljša oskrba in ustrezna izbira pripomočkov za obravnavo ran lahko pripomorejo k učinkovitejšemu zdravljenju in zmanjšanju stroškov na dolgi rok. Področje, ki pesti predvsem rane pri naših članih, je zelo kompleksno. Veliko je, ker te rane so na področju sedalne površine, dimelj, tudi na hrbtnem delu, in včasih je še vedno predvsem ta intimni del težava tudi med člani, da ne želijo izpostavljati, saj mislijo, da se bo samo pozdravilo ob sebe. Zato tudi Zveza paraplegikov veliko poudarka damo na preventivnem delu. Veste, te rane lahko v najbolj akutnih času in pa trajanju lahko pripeljejo do sepse in potem so posledice lahko zelo tragične. Kronične rane lahko povzročijo tudi trajno bolečino, zaradi pogosto spremljajočega neprijetnega vonja rane pa tudi nelagodje, ki lahko vodi v osamitev. Poslabšano duševno in čustveno stanje osebe s kronično rano lahko spremlja tudi zmanjšana gibljivost. Pri nekaterih ranah pa se celo zmanjša pokretnost. Takšna omejitev lahko povzroči težave pri hoji ali izvajanju rednih telesnih dejavnosti. Kronična rana mi je spremenila precej življenje, in sicer posledično zaradi diabetesa, ki ga imam od 10. leta. Poleg tega so mi ugotovili fosfolipidni sindrom, ki mi je še poslabšal celjenje ran z temi ranami. Se mi je mobilnost izredno poslabšala oziroma praktično onemogočila, ker so mi amputirali nogo. Ker je področje kroničnih ran v določenih pogledih še vedno nerešeno, se osebe s kronično rano srečujejo tudi s težavo neenakovredne oskrbe. Obloge za rane niso na seznamu materialov, ki se predpisujejo na naročilnico. Hkrati pa tudi zaradi svojevrstne politike financiranja niso na voljo v vsaki instituciji primarne zdravstvene obravnave. Ker se težava pogosto pokaže tudi v tem, da strokovno osebje primarnega nivoja ne razpolaga z vsemi informacijami o sodobnih materialih in oblogah za oskrbo rane, je oseba s kronično rano deležna zdravljenja z manj ustreznimi ali popolnoma neustreznimi materiali. Težava pa je pri ranah nastane največkrat tudi zaradi tega, ker naši člani kljub vsej tej informacijski dobi so premalo ozaveščeni, osveščeni o vseh teh sodobnih pripomočkih, ki lahko hitrejše celijo tudi rane. Po drugi strani pa tudi zdravniški timi, predvsem osebni zdravniki, premalokrat pozornost dajo na res akutne rane, kajti to je največkrat v domeni patronažne službe in pa seveda predpis ustreznih teh oblog, ki so na tržišču, ki jih tudi financira Zavod za zdravstveno zavarovanje, pa je premajhna uporaba in potem, ko enkrat pripelje do terciarnega zdravljenja, do bolnišnice, je vsaka taka stvar že prepozna. Nekateri vejo, kaj je na tržišču, drugi je seveda za njih sveto, kar reče zdravnik, pa čeprav je navadna gaza in pa kakšna krema,
v resnici pa obstajajo na tržišču ti pripomočki, ki praktično so dosti bolj učinkoviti. Zato bi bilo seveda treba več na primarnem zdravstvu, na lečečih osebnih zdravnikih, da bi ti tudi poznali te sodobne metode zdravljenja preležanin, oziroma ko se začnejo kazati znaki, da se lahko razvije preležanina. Osebe s kronično rano pogosto niso seznanjene s pravicami do uporabe ustreznih materialov, ter niti ne vedo, da jim mora osebni zdravnik zagotoviti točno določeno oblogo, predpisano s strani zdravnika specialista. Če predpisano oblogo zamenjajo za drugo alternativo, zdravljenje rane ni nujno več tako učinkovito, kar lahko vodi v poslabšanje stanja rane in v morebitno ponovno hospitalizacijo. Moja mama je bila kar nekaj časa v bolnici, ker je pač tam ležala in tudi nogo imela zelo slabo prekrvljeno, so se na nogi pojavile nekroze. To je bilo treba potem v bistvu z nekim gelom mehčati, da bi se te hrastice, ki so se potem posušile, odstranile. Ker se je to pušalo gor kar nekaj dni, je pa prišlo v bistvu do, da je ta rana še bolj nekako se razširila, je prišlo do še večjega vnetja in ta vnetje je bilo grozno, to je bilo nenormalno. Iz tega majhnega delčka se je razširilo na celo peto in dobesedno je šlo do kosti. In to se ni ustavljalo, to je kar pač se širilo in ne glede na oskrbo, ki se je nudila, se pravi, da se je previjalo vsake 2 dni, ne glede na to, dejansko ni bilo nobenega učinka, konstantno se je slabšalo, prišlo je tako daleč, da se je nekako predvidela amputacija, ker je bila pač rana, že se pravi ta zgnito meso je bilo že do kosti. Nikako sem bila tudi jaz primorana sama malo poskrbeti oziroma sama začeti iskati, kaj lahko še naredimo, ker meni se je zdelo grozno, da se to dogaja in sem pol pregledala po internetu vse možne stvari, kaj bi bilo lahko še, da pomaga, da ustavlja nekako ali pa da se vsaj nekako začne ustavljati vsaj to. Sem že kar težko verjela, da bi se to lahko sploh nekako popravili. Mislim, takrat je bilo to zame nepredstavljivo. Potem sem pa v bistvu našla obloge, ki so imele kar nekaj funkcij. In se mi je zdelo zelo primerno za to rano in pač sem jih na lastne stroške, ki niso bili majhni, začela uporabljati. In tudi ta menjava, ki sem jo jaz izvajala, ni bila na 2 dni, ampak je bila pač 2-krat na dan. In to sem delala prvih 14 dni. 14 dni so se obloge menjale, sem jih jaz sama menjala. In v 14 dneh, mislim, moram reči, da se je to ustavilo. Ne samo, da se je ustavilo, ampak se je začelo bistveno boljšati. Najprej je izgledalo grozen, ker se mi je zdelo, da nekaj čudnega raste, rdečega od spodaj, to je bilo vse tako veliko bolj prekrvavljeno, ni bilo samo odmrto meso, to je bilo neverjetno in tudi te obloge so dejansko upijale vse to odvečno tekočino, ki je bila grozna. V glavnem, in to se je začelo dejansko v 14 dneh je bil viden rezultat, se je začelo bistveno boljšati. In to sem uporabljala toliko časa, jaz mislim, da neka 2 meseca sem rabila, da dejansko se je rana zacelila. Iz tega, da je bilo zgnito do kosti, je začelo rasti novo meso in se obnavljati in tudi koža dejansko se je lepo zaprla. Moja mama ima na tem mestu, kjer je bilo zgnito pač peta do kosti, ima dejansko zdaj samo še eno hrastico. Imela sem srečo, da sem na te obloge sploh naletela, da sem mnogo sploh lahko rešila. Lahko se zgodi, da izvajalci zdravstvenih storitev za oskrbo kronične rane ne zagotavljajo sodobnih oblog za nego ran, ampak jih v bistvu zavarovana oseba nabavi sama na priporočilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista v specialistični ambulanti. Takrat v takem primeru ZZZS povrne stroške in sicer na podlagi računa obloge, ki jo je pacient kupil sam, in pa na podlagi vloge, ki jo je oddal. Seveda to gre v primeru, ko mogoče zdravstveni dom ali pa patronažna služba ne more zagotavljati take vrste obloge, kot je priporočena. Če pa v bistvu zdravstveni dom zagotavlja tako vrsto obloge in bolnik želi sam drugačno vrsto obloge, potem je v takem primeru ZZZS ne krije. Vsi naši bolniki so pregledani v specialistični ambulanti, dobijo izvid zdravnika specialista, na katerem so natančna navodila
kjer piše, katero vrsto oblogo naj bolnik prejema. In s temi navodili se pacient potem zglasi pri osebnem zdravniku, kjer s patronažno službo ureja in vodi v bistvu oskrbe rane naprej. Zdravljenje kroničnih ran je običajno dolgo in zahtevno. Na proces celjenja lahko vpliva več dejavnikov, kot na primer spremljajoče druge kronične bolezni, okužbe, zdravila, stres, starost in prehrana. Slednjo pogosto zanemarimo in ji pri zdravljenju rane namenimo premalo pozornosti. Uravnotežena, raznolika prehrana ima pri spodbujanju optimalnega okrevanja telesa zelo pomembno vlogo. Hkrati pa lahko izboljša izid celjenja rane. Pri kroničnih ranah se zgubljajo z izločkom bistvene sestavine, a ne v organizmu, to so beljakovine, potem zgublja se energija, zgublja se voda, a ne hidracija in seveda s tem tudi elektroliti. Običajna prehrana običajno ne zadošča in ne pokrije vseh teh potreb, zato je izredno pomembno, da paciente tudi prehransko ocenimo, da delamo presejanje in v bistvu naredimo prehransko oceno. Prehrana v bistvu terja medicinski pristop in je v bistvu predpisana s strani zdravnika. V zdravstveni negi smo dolga leta opozarjali na ta problem, ker smo medicinske sestre pri zdravstveni negi seveda pacienta z rano opažale, da je ta vidik zelo zapostavljen. A ne? In tudi, ko smo delali raziskavo pred leti, 10 let nazaj, presečno prevalenčno študijo razjede zaradi pritiska v UKC-ju, smo dejansko ugotovili, da je večina pacientov slabo prehranjenih. A ne? Tudi veliko študij o tem govori. Pri bolnikih z moteno toleranco ogljikovih hidratov oziroma glukoze moramo biti pa še toliko bolj previdni. Se poslužujemo sestavljenih ogljikovih hidratov, ne toliko enostavnih, glukoze, ampak sestavljenih, in pa da jih moramo biti previdni, da jih razporedimo tekom celega dneva enakomerno. Včasih je bil način zdravljenja ran drugačen kot danes, ko so na voljo sodobni pristopi zdravljenja, ki pospešujejo celjenje ran, olajšajo delo zdravstvenemu osebju in so stroškovno bolj učinkoviti. Pred prihodom sodobnih oblog sta pri zdravljenju kroničnih ran imeli ključno vlogo tehnika mokro na mokro in suho na suho. Tehnika mokro na mokro je bila še posebej primerna za rane z nekrotičnim tkivom, fibrinom in obilnim izločkom. Olajšala naj bi debridement in čiščenje rane ter spodbujala vlažno okolje. Druga pogosto uporabljena tehnika v tem obdobju pa je bila tehnika suho na suho. Ta je bila najbolj primerna za rane z minimalnim izločkom ali za rane, kjer je bilo suhost potrebno ohranjati. Ključna obloga v tem obdobju pa je bila tradicionalna gaza. Te metode so postavile temelje sodobni oskrbi rane, kot jo poznamo danes. S sodobno oskrbo rane pa so prišle tudi sodobne obloge in različni materiali, ki za posameznika s kronično rano predstavljajo veliko bolj prijazne postopke zdravljenja, omogočijo boljšo kakovost življenja ter hitrejši povratek v svoje delovno okolje. Bilo je tako, da smo z resno ambulantno oskrbo diabetične noge začeli v Sloveniji okrog leta 90 in seveda, da bi oskrbo nog izboljšali, smo nekako ocenili, da je pametno, da se tisti, ki smo motivirani za to problematiko, zberemo skupaj, da ustanovimo delovno skupino, kar bi na en stran pospešilo napredek stroke, po drugi strani pa tudi olajšalo pogovore s plačniki teh storitev, naprimer z zavarovalnico. No in tako smo v začetku leta
1995 izpeljali ustanovni sestanek delovne skupine za diabetično nogo. Osnovni cilj delovne skupine je zmanjšanje števila amputacij pri ljudeh s sladkorno boleznijo na polovico. Po drugi strani smo si pa tudi prizadevali za izboljšanje oskrbe bolnikov z razjedami. Prihod teh sodobnih oblog na slovensko tržišče v precejšnji meri sovpada z ustanovitvijo delovne skupine za nogo. Jasno pa je, da pri sodobnih oblogah prva ovira, na katero smo naleteli, je bila seveda njihova cena. Ker sodobne obloge jasno so dražje od navadne gaze in zaradi tega je bil velik problem prvič, kako to dobiti v bolnice, pa to je nekako dosti hitro šlo. Še večji problem je pa, kako zagotoviti te obloge v ambulantni oskrbi. In ta problem je prisoten še danes, ker sodobnih oblog na naročilnico še vedno ni mogoče predpisovati. Smo pa leta 1999 na kliniki izpeljali eno manjšo klinično raziskavo, kjer smo pa primerjali sodobne obloge 4 proizvajalcev z običajnimi standardnimi oblogami, se pravi z navadno gazo, ne? In prišli do presenetljivega zaključka, da pravzaprav cenovno ni dosti dražje. Zakaj ne? Zato, ker sodobne obloge vendarle lahko pustimo na rani 2 dni ali pa 3 dni, gaze pa nikakor ne moremo. Gazo je treba zamenjati enkrat na dan ali pa včasih celo 2-krat na dan, ker pač premoči. Na sekundarnem in terciarnem nivoju so se oblikovale ambulante za kronične rane, ki oskrbijo osebe s kronično rano. Sodobne obloge in sodobni materiali za oskrbo ran so prinesli tudi spremembe v obravnavi rane. Ključno vlogo imajo preventiva, zgodnje odkrivanje ter takojšnje ukrepanje, saj s tem lahko preprečimo marsikateri nadaljnji zaplet. Zdaj, če mi nimamo na razpolago teh oblog, potem pomeni, da so preveze potrebne pogosteje in da se tudi samo celjenje rane podaljša, kar pa vsekakor potem pomeni tudi večji strošek za zavarovalnico. Mi je pa zelo žal, da pogosto pa to pomeni tudi strošek za samega pacienta. Ker če patronažna medicinska sestra nima na razpolago sodobnih oblog, ima pa dovolj znanja, da zna pacientu svetovati, kaj bi bilo primerno za celjenje njegove rane, si mora ta pacient oblogo kupiti sam. Včasih tudi specialist napiše na izvid oblogo, ki je za pacienta primerna, patronažna medicinska sestra pa je na primer na razpolago nima. V tem primeru si pacienti obloge kupujejo sami, kar pa je seveda v nasprotju s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Obravnava na sekundarni oziroma terciarni ravni pa vključuje multidisciplinaren pristop, ki je za učinkovito zdravljenje zelo pomemben. Praviloma v ambulanti deluje konstantno isti zdravnik in pa koordinator za oskrbo rane, občasno je pridružena še druga medicinska sestra. Zdaj pacienti v našo ambulanto prihajajo na več različnih načinov. Nekateri so tisti, ki jih k nam napotijo zdravniki iz primarnega nivoja, kar precej pa jih je takih, ki jih pridobimo v naših urgentnih ambulantah. Kar se tiče same obravnave pacientov, se je standard v zadnjih letih kar precej dvignil, tako da pacienti pridejo večinoma že obdelani diagnostično, tako da je etiologija same rane takrat, ko pridejo pacienti k nam, pri več kot polovici že znana. Imamo tudi vzpostavljen kar dober mehanizem sodelovanja tako z angiologi kot z diabetologi in se pacientom zelo hitro diagnostika izvede, če jo potrebujejo. Kar se pa tiče samega delovanja ambulante, je pa mogoče ena prednost, ki bi jo izpostavila, je to, da zelo dobro sodelujemo z lokalnimi patronažnimi službami in tudi z večino zdravnikov primarnega nivoja in imamo vzpostavljenih več
komunikacijskih poti. Vedno več preko e-konzultacij, je pa tudi naš koordinator za oskrbo rane na voljo patronažnim sestram, imajo tudi redna srečanja, kjer prediskutirajo posamezne primere, ki so z vidika nege zanimivi. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana razvijamo interdisciplinarni pristop oskrbe kroničnih ran, kjer v bistvu medicinske sestre specializirane za področje stom, ran in kontinence, tako imenovane intrastomalne terapevtke, sodelujemo z zdravniki iz kliničnega oddelka za kirurške okužbe in tudi z ostalimi specialisti. Na našo službo se predvsem obračajo z kliničnih oddelkov v smislu podpore, pomoči pri oskrbi kroničnih ran, v smislu konzervativnega zdravljenja, izbire ustreznih oblog, nekrektomije, se pravi odstranitve mrtvin in podobnih dilem. Na nivoju terciarne dejavnosti obravnava, da sledimo vsem sodobnim trendom, oziroma v bistvu se v okviru tudi raziskovalne dejavnosti trudimo, da vpeljemo inovacije in tudi v bistvu poskušamo implementirati lastne ideje. En velik problem pa predstavlja sledenje v bistvu našim smernicam, ker seveda mi ne moremo obravnavati čisto vseh kroničnih ran oziroma jim slediti ves čas. To pomeni, da dajemo ustrezne napotke v naših izvidih pacienti, ki ne potrebujejo naše stalne obravnave. In seveda v teh napotkih priporočamo, katere sodobne obloge oziroma katere druge metode se naj bi uporabljale. Vendar nažalost na tem področju opažamo, da sledenje našim napotkom ni ravno dosledno, razlogov je pa več, seveda. Glavno možnost za izboljšavo na tem področju vidim seveda na sistemskem, na državnem nivoju. Da se v bistvu in pa seveda v povezavi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, da se primarnemu nivoju omogoči dovolj velike finančne zmožnosti, da lahko sledijo v bistvu tem našim navodilom, kako naprej. Konzilij za kronične rane na dermatološki kliniki deluje že nekaj let. Člani konzilija so zdravniki različnih strok iz kliničnega centra. Trenutno gledamo samo bolnike iz kliničnega centra, vendar pa se pripravlja možnost tudi za bolnike, ki niso hospitalizirani v kliničnem centru ali ki ne hodijo v ambulante kliničnega centra. Na spletni strani kliničnega centra bo objavljen postopek, kako se lahko tudi zunanji bolniki naročijo na ta konzilij. Potrebno bo poslati sliko kronične rane, potem pa tudi spremno dokumentacijo nekaj dni pred konzilijem, da bodo potem tisti, ki bi želeli bolnika predstaviti ali prejeli povezavo, da bodo lahko sami predstavili bolnika preko internetne povezave ali prišli celo na konzilij ali pa poslali samo dokumentacijo in potem prejeli odgovor, kako in kaj bi s tem bolnikom priporočal konzilij, da se potem naredi oziroma kako se bolnika zdravi. Za kakovostno oskrbo rane je potrebno veliko znanja in izkušenj, hkrati pa tudi odlična seznanjenost z materiali za oskrbo rane. S kroničnimi ranami se pri nas ukvarjajo različni strokovnjaki, kot so diplomirane medicinske sestre ali enterostomalni terapevti, v ambulantah pa zdravniki kirurgi ali dermatovenerologi. V multidisciplinarni tim na terciarni ravni pa so vključeni tudi angiologi, infektologi in diabetologi. Izobraževanje poteka na formalen in neformalen način. Če pogledamo pobliže formalno izobraževanje, zdravstvena nega se izobražuje na 2 stopnjah, in sicer na srednješolskem in pa na dodiplomskem izobraževanju. Srednješolsko izobraževanje pokriva temeljne vsebine iz področja zdravstvene nege ran, medtem ko na dodiplomski ravni pa smo vsebine uskladili z priporočili Evropskega združenja za oskrbo ran. Na zdravstveni fakulteti ponujamo tudi 3 izbirne predmete, in sicer zdravstvena nega pacienta z rano, timska obravnava pacienta z rano in pa napredne oblike oziroma napredna oskrba pacienta z rano.
Trenutno na zdravstveni fakulteti pripravljamo podiplomsko izobraževanje iz področja zdravstvene nege in oskrbe akutnih in kroničnih ran. Le to naj bi bilo umeščeno na magistrski ravni, vendar trenutno iščemo oziroma čakamo še širši konsenz tako stroke kot tudi odločevalcev na področju zdravja in zdravstva. Funkcionalno izobraževanje šole enterostomalne terapije poteka pod okriljem Mednarodnega združenja enterostomalnih terapevtov po programu, ki ga oni predpisujejo in tudi preverjajo. Obsega v primerjavi z slovenskimi študijskimi programi približno 60 do 120 kreditnih točk, zato se tudi v slovenskem prostoru borimo za priznanje klinične specializacije z področja stom, ran in kontinence, kot je to urejeno v tujini. Trenutno 9 zdravnikov v Sloveniji zaključuje izobraževanje po evropskem kurikulumu, se pravi subspecializacijo za kronične rane, ki traja 2 leti. V jeseni bodo polagali končni izpit. Kar se pa tiče sester, pa se pripravljajo posebna znanja, ki so narejena po kurikulumu Evropskega združenja za zdravljenje ran, ki prav tako traja 180 ur oziroma približno 2 leti, tako teorije kot prakse, enako kot pri zdravnikih. To bo potem omogočilo izobražen kader, ki bo pravzaprav imel enako znanje, kot ga imajo tako zdravniki kot osebje zdravstvene nege po celi Evropi. Za ustrezno izobrazbo strokovne kot tudi laične javnosti skrbi DORS, Društvo za oskrbo ran, z organizacijo strokovnih izobraževanj ter poučnih delavnic z področja zdravljenja in oskrbe ran. Društvo za oskrbo ran Slovenije oziroma DORS igra pomembno vlogo pri oskrbi pacienta z različnimi oblikami ran, in sicer bodisi, da smo pomemben deležnik v tem procesu celotne oskrbe pacienta z rano. In sicer je poglavitna vloga, da na nivoju države usposabljamo preko različnih oblik izobraževanj, predvsem zdravstvene delavce oziroma zaposlene iz različnih nivojev zdravstvenega varstva, bodisi primarni nivo, sekundarni pa terciarni, tako da redno organiziramo različne oblike izobraževanj, bodisi so to strokovna srečanja, učne delavnice in podobno. Ves čas stremimo k povezovanju in sodelovanju predvsem z Evropskim združenjem za oskrbo ran, imenovan EUMA. Z njimi sodelujemo, ves čas sledimo novostim glede oskrbe ran, bodisi v slovenskem prostoru, evropskem in seveda tudi svetovnem področju. Te smernice želimo, mednarodne smernice, uveljaviti v slovenskem prostoru, tako da prinašamo novitete oziroma novosti z področja oskrbe ran v slovenski prostor in te novosti širimo preko različnih oblik izobraževanj, ki jih organiziramo vsako leto oziroma konstantno. Področje oskrbe ran je široko, prav tako pa so na tem področju potrebne izboljšave. Pod okriljem Ministrstva za zdravje se je oblikovala skupina strokovnjakov, ki je že pripravila slovenske smernice za obravnavo akutnih in kroničnih ran 2022 in so objavljene na spletni strani ministrstva. V pripravi pa je tudi strategija za oskrbo ran, inkontinence in stom, katera namen je izboljšati trenutni sistem obravnave ran ter zagotoviti integrirano obravnavo kroničnih ran na vseh 3 nivojih zdravstva. Smernice za zdravljenje kroničnih ran so bile narejene z strokovnjaki iz kliničnega centra, ponovno strokovnjaki različnih strok oziroma specialnosti pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in so seveda tudi objavljene na internetnih straneh ministrstva. Te smernice se bodo posodabljale oziroma tako je v planu vsaki 2 leti. Trenutno pa na ministrstvu deluje skupina, ki pripravlja tudi strategijo razvoja za oskrbo kroničnih ran, stom in inkontinence za bolnike v Sloveniji do leta 2035. V Sloveniji ni registra o številu ran v obravnavi, zato tudi ni pregleda nad stroški njihovega zdravljenja. Po podatkih ZZZS je patronažno zdravstveno dejavnost v letu 2019 izvajalo 860 timov, v letu 2022 pa 916. Mreža patronažne zdravstvene dejavnosti se je v obdobju med leti 2020 in 2022 povečala za 6,5 %.
V letu 2019 so izvajalci patronažne zdravstvene dejavnosti skupaj opravili 1,24 milijona storitev. Leta 2022 pa 60 tisoč storitev več. Izvajalci patronažne zdravstvene dejavnosti vsako leto opravijo več storitev, kot jih dobijo plačanih. Storitve v osnovi delimo na preventivne in kurativne. Kurativne storitve se izvajajo na podlagi delovnega naloga. V letu 2022 je bilo 1 milijon prvih in ponovnih kurativnih obravnav, od tega 670 tisoč storitev prevez akutnih kroničnih ran. Lahko rečemo, da preveze predstavljajo največji delež v skupnem številu opravljenih storitev. Delovni nalog za uporabo sodobnih oblog izda osebni izbrani zdravnik ali specialist v bolnišnici. V tem trenutku zavod ne razpolaga z podatki o dejanskih stroških, ki jih imajo izvajalci, ko zdravijo akutne oziroma kronične rane z sodobnimi oblogami. Namreč izvajalci niso dolžni poročati dejanskih podatkov o stroških, ki jih imajo pri tem zdravljenju. So pa zavezani k poročanju, predvsem pri bolnikih, ki se zdravijo doma. Informacija, da z obstoječim načinom financiranja nekaj ni najboljše, so se pojavljale že dlje časa. To je zaznalo tudi Ministrstvo za zdravje, ki je v strateški dokument usmeritve zdravstvene politike za leto 2023 zapisalo, da se mora nekaj na tem področju spremeniti. Zavod je v skladu z to usmeritvijo pripravil predlog dodatnega financiranja, ki se v tem trenutku nanaša le na izvajalce patronažne službe in zdravstvene nege. Ko se je izkazala priložnost za aneks k uredbi o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, je na poziv Ministrstva za zdravje zavod ta predlog pripravil in v bistvu nekako skupaj smo v življenje spravili predlog, ki za izvajalce patronažne službe in zdravstvene nege pomeni dodatnih 4,5 milijona evrov. 5.000 evrov dodatnih sredstev na tim za uporabo sodobnih oblog. Ta številka je nastala na osnovi projekcij v sodelovanju z sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti. Izbrali smo pilotne, če lahko tako rečem, zdravstvene domove, kjer je pač izvajanje zdravljenja s sodobnimi oblogami nekako dobro urejeno. Prišli smo pač do tega zneska 5.000 evrov. Sam model bo zaživel s 1.9.2023. Zavod je že pripravil vse potrebne tehnične podrobnosti v zvezi z izvajanjem te določbe. Bomo pa sam model spremljali in jaz verjamem, da na podlagi nekaj mesečnega spremljanja lahko opredelili tudi določene dodatne spremembe. Skozi osebne zgodbe posameznikov s kroničnimi ranami, ki odprto govorijo o njihovi bolečini in negotovosti, smo pridobili globlje razumevanje fizičnih, čustvenih in družbenih tegob, ki jih prinaša življenje s kronično rano. V Sloveniji smo priča izjemni usposobljenosti ključnih strokovnjakov, ki se trudijo izboljšati to področje. Predvsem pa omogočiti enakovredno in učinkovito obravnavo pacientov na vseh nivojih zdravstva. Videli smo posnetek trenutnega stanja v Sloveniji in predvideno strategijo, ki se pripravlja na tem področju. S skupnimi močmi lahko poskrbimo za večjo ozaveščenost laične in strokovne javnosti na področju oskrbe ran ter zagotovimo svetlejšo in boljšo prihodnost za osebe s kronično rano.